Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z možem sva se odpravila do Trga Evrope, tam, kjer lahko stojite z eno nogo v Sloveniji in z eno v Italiji. Vmes vam bom pa povedala, kako težko je narediti 10 000 korakov vsak dan. Z možem se odpravljava na sprehod do Mostovne najprej, potem do Trga Evrope in italijanske meje in potem se vračava proti domu. Ura je 15 do 6, 23. julij in še vedno 28 stopinj. Tukaj v Mostovni se pa skozi vse leto odvijajo koncertne prireditve različnih, predvsem alternativnih glasbenih zvrsti, pa potem razni tematski in literarni večeri, debatni krožki, skratka zbirališče mladih. Od Mostovne pa do Kolodvorske ulice so kar ene take osmice po tleh in greš lahko fajn po mehkem. Pol po Kolodvorski je pa itak potka po travi, tako da se da skozi do mejnega prehoda prist po mehkem. To je pa anemometer, po grško anemos, anemometro. To je naprava za merjenje hitrosti in smeri vetra. Je tudi pogost instrument nasploh take vremenske postaje, kot jo vidimo tukaj. Tukaj vidimo pa Trg Evrope oziroma po italijansko Piazza Transalpina in to je v bistvu na državni meji med Slovenijo in Italijo, tik pred železniško postajo, kjer sta Nova Gorica in Italijanska Gorica leta 2004 skupaj uredili ta trg in tako obeležili vstop Slovenije v Evropsko unijo. Državna meja pa ni zaprta zaradi covida, ampak zaradi preurejanja. Tako 10 000 korakov na dan niti ni tako zelo zahtevno ali pa nedosegljivo. Seveda le v primeru, da je naše zdravstveno stanje stabilno. To je tudi številka, za katero se mora človek kar malo potruditi, pa še dobro se sliši na koncu. Je pa to nekje 6 do 7 km, odvisno od dolžine koraka, kar pomeni približno 1 uro, uro in pol. Tako, zdaj smo nekje na pol poti, 3 km, 440 minut smo na poti. Koraki se pa seštevajo skozi cel dan, tako da ni potrebno opraviti vseh 10 000 korakov v enem kosu. Nekaj korakov dosežemo tudi čez dan, se pravi s hojo po stanovanju, pa v službi, po nakupih ali pa po raznih opravkih. Tisto nam pa sicer največ nanese nekje 3500 korakov, mogoče 4000. Je pa tako, če ste začetnik, seveda ne pretiravajte in se za začetek odpravite le na kakšen polurni sprehod, ker je mogoče 2-3 km, dokler vam sprehodi ne postanejo vsakodnevna rutina. Midva sva pa zbrala v Italiji en bolj miren predel, kjer ni preveč prometa. Poleg tega bova pa zdaj zavila v območje, kjer je doma Tina Maze. Ne bova razkrila točno kje, ampak ona je tle v bližini doma. Tam v ozadju že kar nekaj grmi, tako da bova kar pohitela, ker imava še kar 1,5 km približno do doma. Zdaj po poti nazaj se bova še enkrat ustavila mimo Mostovne, da preverimo, kaj se dogaja. Tle je še en anemometer. Se prej ga nisem nikoli opazila. Spremljate me lahko tudi na Stravi pod imenom 10 000 korakov na dan. Link od današnje hoje bo pa spodaj v opisu videa. Ti oblaki se pa zelo hitro širijo.
Tako, to bi bilo za danes vse. Midva sva naokrog. Upam, da se kmalu vidimo. Poleti prah. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Bodite fajn. Čau, čau!